Bum, požen. Ja, prijatelji preprečujejo osamljenost. Zaradi njih imamo občutek, da nekam pripadamo. Prijatelji ti lahko tudi pomagajo, ko se srečuješ s težavami. In te zaščitijo, če te kdo ustrahuje. No, ali ste pa vsaj skupaj tepeni? Ja, pomembno je, da imamo frende. Zato ima Osvežilka novo rubriko. Frendiša! In zdaj boste rekli, ok, Osvežilka, lahko tep, ti si na TV-ju, vsi hoče biti tvoji frendi. Kaj pa mi, ko enostavno nimamo frendov? Razlogov je lahko več. Lahko smo bolj zaprti introverti, ali imamo pa socialno anksioznost in težje navezujemo stike z drugimi. Lahko smo v očeh drugih videti kot težavni sogovorniki in se nas izogibajo. Ej, zakaj sem jaz dobila ta tekst? A mi hočete kaj povedati? Čas je za grafični transition. Ej! Če mislite, da ne morete sklepati prijateljstev, obstajajo strategije. Dajmo reči kar nasveti, kako sklepati nova prijateljstva. Imate kakšne aktivnosti, v katerih ste samozavestni? Recimo nogomet, matematične uganke, učenje tujih jezikov. Najdite aktivnost po vaši meri in se prijavite v šolski krožek ali pa kakšno popoldansko dejavnost, kjer boste lažje našli prijatelja. Verjetneje je, da boste z nekom prijatelji, če imate z njim nekaj skupnega. Sam mogoče ne zbrati tega. Hej, nisem vedela, da ti tudi rad skačeš z visokih stavb s padalom. Ne, to najboljš. Meni tudi, ja. Ja, nač, kaj, a boš ti prvi skočil? Ne, daj mi imajo prednost. A ja, tako? Ja, dober, ampak kaj, si ti res prepričan, da si v tej aktivnosti samozavesten? Mogoče bi zdaj mami poklical. Poskusite navezati stik z ljudmi, ki so prijazni. Izogibajte se preživljanju časa z ljudmi, ki slabo govorijo o drugih ali jih ponižujejo. Najte si prijatelje, ki so vam pripravljeni pomagati. Pomembno pa je, da enako vračate nazaj. Ej, lahko se tudi za roke drživa, če ti bo lažji. Ja, prosim. Kaj pa, če jaz pozabim odpreti padalo? Kaj? Kaj, če jaz pozabim odpreti padalo? A ja, te bom jaz spomnila. Ok, thanks. Te lahko še nekaj prosim. Ja, valjda. Če se meni slučajno ne odpre padalo, lahko pristanem na tep. Kaj? Da mi ublažiš padec. Vsake toliko se izklopite iz spleta in sodelujte v resničnem svetu. Mogoče je vaš nov potencialni prijatelj tik pred nosom, pa ga sploh ne opazite, ker živite na družbenih omrežjih. Je pa zagotovo resnična interakcija z osebo veliko bolj zastrašujoča. Sploh če mislite, da vas ljudje ne marajo, ker ste nerodni in čudaški. Naj vam izdam eno skrivnost. Tudi drugi mislijo isto o sebi. Bodite pogumni in pristopite do nekoga, ki vam je všeč. Vprašajte ga, kaj rad počne in potem resnično poslušajte njegove odgovore. Ne govoriti samo o sebi. Zato, da si dober prijatelj, ti ni treba biti popoln. Bolj je pomembno, da si na voljo, kad te prijatelj potrebuje. Ja, poslušajte, a bi me lahko zategnil do Šiške na hitro? A zdaj ali kaj? Ja, zdaj. Ker je ura, je pa se je že to ura, ali kaj? Sam iz kadra si se odpeljal, še vedno te vidim. Ura je ful, res jaz grem, veš, mene ni. A mi zaupaš? Ja. Ja, no, pol pa zamiš pa pad. Ne, ni šans, ne bom. Zamiš pa pad. Ok. Ups, pozabila sem ti ublažiti padec. Kaj bi pa vi naredili za svoje prijatelje? Napišite v komentarje. Dej ne jamri, no, dej vstan že. Saj ni nič tazga, no, dej, ajde. Maš to, dej, ajde, gremo, ajde.